Dame in gospodje, ljubitelice in ljubitelji nogometa, lepo pozdravljeni in dobrodošli v družbi Nogometne zveze Slovenije in dobrodošli v družbi slovenskega nogometa. Lepo pozdravljeni in sicer v družbi druge slovenske nogometne lige, kjer je pred nami na sporedu sedaj je še ena priložnost, podaja pred vrata oziroma na rob kazenskega prostora. Tam je ob stranski črti preigraval Luka Radić, pa potem strelo daleč. Takrat, ko jo imajo, jo zelo hitro izgubijo. No, sedaj so jo izgubili tudi domači. Trifković s podajo pred vrata, tole je priložnost in gol. 1-0, kdor ne da dobi, in Rudar v 24 minuti vodi z 1-0. Junak bi lahko rekli tegale zadetka, pa jasno kapetan gostujoče ekipe Damjan Trifković z asistenco, ki je prebila celotno obrambo. Nace Koprivnik pa tisti, ki je tole zadev za vodstvo Rudarja z 1-0. Ja, potem, ko je Krško imelo kar nekaj priložnosti, ko so imeli pobudo na igrišču v zadnjih 5-6 minutah proti Jadran Dekanom. Sicer pa takole, če se malce pozabavamo z datumi, potem zadnja zmaga Rudarja, če odštejemo te dve zmagi oziroma še pokalno. Tole je priložnost in gol. 2-0, nova priložnost za Velenjčane. Tokrat pa strelec zadetka Berat Bećiri. Dokaj nenevarno je vse skupaj izgledalo. Na koncu pa spet podaja, ki je bila zelo natančna. Berat Bećiri je ostal povsem sam. Krčani so zaspali v obrambi in Rudar ob zaključku prvega polčasa, se opravičujem, vodi sedaj že z 2-0. Ja, to pa je sedaj že prednost, ki Velenjčanom omogoča nekoliko lažje dihanje v nadaljevanju, vendarle imajo sedaj 2 zadetka prednosti. Želja po zamenjavi, tole je morda priložnost znova za njegovo ekipo. Lepa podaja znova Nace Koprivnik, oziroma ne, tole je Sandro Jovanović, pa potem Nace Koprivnik strel. Podaja v kazenski prostor, tole je priložnost. Brani Klemen Mihelak. 5. poraz za Krško, ki je v lanski sezoni v enakem obdobju, torej na 7 tekmah, osvojil 13 točk. Krško bo ostal na 12. mestu vsaj nekaj časa. No, tole je sedaj priložnost za Krčane. 93. minuta in Krško je prišlo do znižanja na 2-1, ampak vseeno mislim, da je enostavno prepozno. Strelec zadetka rezervist Antonio Đurić. Ampak enostavno mislim, da je tole zadetek, ki je bil dosežen prepozno, kajti že smo vstopili v 94. minuto in hvala lepa za vašo pozornost, lepo zdrav in nasvidenje, do prihodnjič.